Dober večer z moje strani. Zdaj, veseli me, da smo spet skupaj in vidim, da se nas je zbralo več kot zadnjič. In tako na začetku za vse nas, te, ki ste bili zadnjič zraven in ki ste se danes priključili, en kratek disclaimer na začetku, ne. Zakaj se o tem pogovarjamo in kaj bi rad izpostavil in kaj ne bi rad izpostavil, ne. Namreč danes, kot je že bilo napovedano, se bomo pogovarjali o današnjem času, ne. In tukaj bodo kasneje tudi omenjena nekatera imena, mogoče takšna, katere smo mi simpatizirali ali jih še vedno simpatiziramo. Jaz moram reči, ta moj disclaimer je naslednji, da moj namen ni, da bi nekoga politično prepričal, da spremeni svoje mnenje, saj vem, da na volitvah se ne bo nikoli zgodilo, da bomo vsi volili enako. Pač eni smo bolj za eno stran, drugi za drugo stran. To ni moj namen, da bi karkoli političnega tukaj se dogajalo. Predvsem je tukaj moj namen, da govorimo to, kot je tudi Zmago v svoji molitvi povedal, da prepoznamo v različnih gibanjih, ki se pojavljajo, kaj je pravzaprav resnično krščanskega v njih, ne. In kot sem zadnjič rekel, ta besedna zveza krščanski nacionalizem je en oksimoron, torej ne gre skupaj. Krščanski pa nacionalizem očitno ne gre skupaj in smo od samega začetka, od Jezusovih besed, od njegovega sojenja pri Pilatu, pa kasneje s pojavom prve krščanske cerkve, ki je bila praktično v ilegali, videli, kaj je pravzaprav bila Jezusova volja, kakšno naj bi bilo krščanstvo. Zadnjič smo tudi omenili, vi, ki ste bili zraven, te kovenantarje ali zaveznike, ampak ne v smislu zaveze, zaveznike, torej tiste, ki so prvi nekje na Škotskem začeli govoriti o tem krščanski oblasti, o torej prevladi in oblasti kristjanov pred svetovljani, ne. In takrat če se spomnite, vi, ki ste bili zraven, sem rekel nekaj, da je ta nasilnost nekako ostala pri njih stalno prisotna. In ko govorimo o tem DNK-ju, kot vidite, to je v narekovajih, torej gibanja ne morejo imeti biološkega DNK-ja. Vendar gibanja imajo, sigurno imajo neke stvari, ki so jim na neki način kot utež stalno obešena in katerih se ne morejo znebiti. In če sem rekel, da so ta gibanja teh kalvinistov, teh prezbiterijancev, škotskih prezbiterijancev bila nasilna in da se še danes še vedno vzdržujejo, potem se moramo tudi vprašati mi, adventisti, kakšen imamo mi DNK, kaj smo mi prinesli iz časa našega nastanka. In gotovo smo tudi neke slabe stvari, že Zmago je, ne vem, če se spomnite, mogoče 2 leti nazaj govoril o tej neugasljivi želji po izračunavanju časa Jezusovega prihoda. To je nekje naš DNK in to se je dogajalo in se verjetno bo dogajalo, dokler Jezus gotovo ne pride, ne. To je recimo ena druga od tako slabih strani, ki smo jih podedovali, to je to, da se več ukvarjamo s preteklostjo in s prihodnostjo kot s sedanjostjo. Sedanjost nekako pri nas ni najbolj, nima najboljšo sprejem. In žal zaradi tega so se dogajale tudi različne napake v našem gibanju oziroma v naši zgodovini, naše cerkve. Tukaj bi rad omenil obdobje Hitlerja, torej Tretjega rajha, ko adventistična cerkev ni prepoznala sedanjosti in je v mnogočem delala napake, da se je morala kasneje, in to šele čez kakih 70 let, opravičevati za neke stvari, ki jih je naredila.
Zato je tudi moj namen, da se ukvarjamo danes s sedanjostjo. Vendar, nimamo mi samo slabih stvari v naši DNK. Mi imamo dobre stvari in predvsem zaradi teh dobrih stvari danes se pogovarjamo. To je, kot se spomnite zadnjič, ko smo se pogovarjali v 19. stoletju, ta čut za versko svobodo, čut za ločenost cerkve od države, vere od oblasti. To je vsekakor nekaj, kar je bilo zelo natančno in občutljivo povedano v začetku našega gibanja. In potem socialna občutljivost. Spomnite se, ki ste bili zadnjič, vsi naši pionirji 19. stoletja, v času, ko je še suženjstvo bilo v veljavi v Združenih državah, so bili proti suženjstvu in so celo skrivali sužnje. Torej, in kaj je še dobrega pri tem? Prav iz teh dveh dobrih lastnosti, teh naših, torej značilnosti našega DNK-ja, mi danes imamo dve internacionalni organizaciji, ki smo jih mi kot adventisti ustanovili. To je Organizacija za versko svobodo, ki ima svojo pisarno v Združenih narodih, in ADRA. Kdor od vas ni slišal za ADRO? Vsi smo slišali za ADRO. Torej, ne gre za tipično politično opredelitev levo-desno, ampak za bistvo naše vere. Kristus ali, in zdaj tukaj lahko sami izpolnite, koga mislite, da lahko zavzame Kristusovo mesto. Protagonisti krščanskega nacionalizma govorijo o božji državi, vendar na čelu te je vedno človek, ki mora upravljati avtoritarno. To bomo kasneje videli, zakaj. Torej, gotovo je, da je naša opredelitev ta Kristus ali neki človek, neki vladar, neki diktator, neka oseba, ki nam želi vsiliti nacionalizem. Zdaj pa gremo spet malo v zgodovino, vendar ne toliko daleč, gremo v prejšnje stoletje, torej v drugo polovico prejšnjega stoletja, v čas hladne vojne, po drugi svetovni vojni. In tukaj bomo srečali Charlesa Petra Wagnerja, binkošnjega misijonarja v Boliviji, kjer se je ukvarjal s karizmatičnimi zdravljenji, ki so jih spremljali čudeži in znamenja. Mogoče on sam ni bil izvajalec le-teh, vendar ga je to zelo zanimalo in je kot misijonar te stvari prevzel tudi nase in v svoj nauk, kasneje boste slišali o tem malo več. Istočasno, v tem času so se v ZDA začele pojavljati borci ali gibanje za državljanske pravice. Ekumenske organizacije, kot je World Council of Churches, torej svetovni svet cerkva, so popularizirali teologijo osvoboditve ali socialni evangelij. Pravzaprav ta socialni evangelij, teologija osvoboditve, se je porodila v Južni Ameriki, v Latinski Ameriki, v teh državah, kjer so takrat bile v modi revolucije, ko so bile pač razne vojaške hunte na oblasti in tako naprej. In ti reveži, ki so tam živeli, so bili zelo za neko, da rečemo, marksistično revolucijo, torej da se oblast nasilno spremeni. Teologi, misijonarji, ki so bili tam, niso se našli tukaj z njimi na isti valovni dolžini in so hoteli nekaj napraviti takšnega, da ne izgubijo te svoje ovčice, ki so šle za marksističnimi gibanji v Južni Ameriki. In tam je tako nastal ta teologija osvoboditve ali socialni evangelij, ki je poudarjala to znano idejo družbenega greha neenakosti ter zadoščanje pravici že zdaj, ne šele v nebesih, ampak tukaj in zdaj. Istočasno je bila CIA in konzervativni ameriški kristjani, recimo kot ta Wagner in drugi misijonarji iz Amerike, iz Severne Amerike, ki so bili torej prisotni v Južni Ameriki, so potrebovali nek odgovor, ker so videli, da izgubljajo svoje privržence, svoje vernike. In to se jim ni zdelo lepo.
pravzaprav Američanom se nikoli ni zdelo nič lepega, kar je v sebi imelo pridevnik socialistično. Še naj povem nekaj o teologiji osvoboditve. Teologija osvoboditve zase ne trdi, da je marksistična, vendar v svojem bistvu pravzaprav vse to jemlje, razen ena edina razlika, ki je pri teologiji osvoboditve za socializmom, ki ga mi dobro poznamo, ki smo živeli v Jugoslaviji, je ta, da je teologija osvoboditve dovoljevala vlogo Boga, Kristusa, torej krščansko sprejemanje enakosti med ljudmi in tako naprej. Wagner je v svoji knjigi Latin American Theology, Radical or Evangelical, zapisal trditev, da zaskrbljenost zaradi socialnih vprašanj zlahka privede do služenja mamonu namesto Bogu. Mislim, da je ta trditev skrajno licemerna, ne? Lahko, torej, veliki kapital obstaja, ampak reveži pa naj se ne zanimajo toliko da bi nekaj imeli, ne? Ker je to služenje mamonu. Zato je on, recimo, to teologijo osvoboditve razglasil za spolsko pobočje v pekel. Po vrnitvi iz Bolivije je postal profesor na znani Fullerjevi teološki fakulteti v Kaliforniji, kjer je poučeval rast cerkve, in gotovo so neke njegove ideje tudi prišle tudi v naše učbenike o rasti cerkve. Vendar je njegova pot bila malce drugačna. On je predvsem podpiral svobodno, neodvisno, karizmatično krščanstvo in tako imenovano protikulturo. Namreč v Kaliforniji, ko je bil priča karizmatikom, ki so množično polnili cerkve s hipiji in drugimi nepričakovanimi spreobrnjenci. Pri tem ga je očaral ta novi koncept dominionizma. O njem se bomo praktično skoraj do konca tega predavanja pogovarjali, tako da ne bom sedaj preveč izgubljal besed na pojasnitev tega, kar to pomeni. V glavnem, to, kar je on želel vpeljati, to je prehod od evangelizacije k dejanski vzpostavitvi Božjega kraljestva zdaj. Torej, njega ni zanimalo to, da bomo ljudem govorili, kako bo v nebesih. Razumete? Kako je potrebno doseči zveličanje, izročitev srca Kristusu. Dobro, tudi to so oni govorili. Ampak ne, on je hotel, da se Božje kraljestvo vzpostavi danes. Tukaj mu je bil na pomoč, oziroma njegove besede in dela, kalvinistični teolog Rousseau Rajduni. Jaz to berem po ameriško Rajduni, kako se on originalno, on je Armenec, izgovarjal to, jaz to ne vem. V glavnem, torej Rousseau Rajduni je bil, on je že pokojni, znani teolog teokracije. Kasneje boste slišali, kaj je on vse izjavil, čisto da ne verjameš, da lahko danes nekdo nekaj takega izjavlja. Ampak te njegove teokratske ideje so se prijele torej tudi Wagnerja. Leta 1996 Wagner skupino enako mislečih kolegov vzpostavi novo apostolsko reformacijo. Idejo ali gibanje, da se po vsem svetu širi novo izlitje Svetega Duha, ki vernikom daje nadnaravno moč in oblast za boj proti demonskim silam z namenom vzpostavitve Božjega kraljestva na zemlji. To je v bistvu njegova razlaga, jaz verjamem, da napačna, Efežanom 6:12, ker tam piše, dobesedno piše, da naša vojna ni z krvjo in z mesom, ampak v boju proti nebeškim poglavarstvom in silam vpliva, ne? Ampak ne vem, kako je on to videl tako. Vizija nove apostolske reformacije je torej radikalna. Vzpostavitev kraljestva predstavlja uničenje sekularne države, kakšno mi danes poznamo, v kateri imajo vsi enake pravice, kateri jim zagotavlja tudi ustava, da so enaki tudi pred Bogom, se reče, da smo vsi enaki, in tudi pred ustavo in pred oblastmi. In to bi se on zamenjal s sistemom, v katerem ima krščanstvo nad oblast.
Mi dobro vemo, mi smo odraščali v državi, kjer niso bili vsi kristjani, in tudi danes smo v takšni državi, kjer niso vsi kristjani. In lahko si predstavimo, kako bi to izgledalo, v katerem bi krščanstvo imelo edino nadoblast. Verjetno ne bi šlo lahko naprej. Bi kmalu prišlo do spopadov. Praktično gledano, zdaj se vračam na tisto trditev Cije, praktično gledano je gibanje nove apostolske reformacije postavilo vso božjo moč na stran prostotrgovinskega kapitalizma. V tem smislu so Wagner in njegovi kolegi našli desetletja iskani odgovor na teologijo osvoboditve. Torej, prostotrgovinski kapitalizem je od Boga dana pač blagoslov, ki ga imajo nekateri, ne vsi, in z njim lahko zavladamo svetu in urejamo odnose. Gibanje novoapostolske reformacije je sprejelo idejo, da Bog vzgaja nove apostole in preroke, ki ne le, da razlagajo starodavne spise, ampak prinašajo sveže besede in sanje iz nebes. Mi poznamo preroke, tudi v našem gibanju prerokinjo, ki razlaga Sveto pismo oziroma nam pojasnjuje neke stvari, ki so nam manj znane oziroma se težko razumejo. Vendar ti preroki, zanimivo, prinašajo sveže besede in sanje iz nebes. Torej, novoapostolska reformacija ima apostole in preroke. In dejansko danes boste našli v Ameriki na stotine cerkva, torej kongregacij, v katerih delujejo ti apostoli in preroki. Zdaj smo pa prišli do značilnega trenutka, a to je začetek 60. let in tako imenovano rahljanje belega biča. Zakaj je tu šlo, bom razložil sedaj. Citiram tukaj enega ameriškega teologa in sociologa. On se pojavlja v filmu, o katerem bo Zmago kasneje malo spregovoril. Desetletja je v ameriški ljudski zavesti ležalo seme krščanskega nacionalizma. Zdi se, da se v času intenzivnih kulturnih in političnih spopadov spet pojavi. Zlasti, kot tisti, ki so bili tradicionalno na oblasti, beli konzervativni krščanski moški, začutijo, da je ta moč ogrožena. Beli moški začutijo, da je ta moč ogrožena. Leto 1964. Odvzemite 100 let. Kaj bomo dobili? Bomo dobili leto 1864, torej konec državljanske vojne in prenehanje suženjstva v Združenih državah. Res je, pred 100 leti je prenehalo suženjstvo. Samo črnci, ki so bili sužnji, takrat niso dobili vseh pravic. Vse do teh 60 let so bili segregirani. V avtobusih so sedeli zadaj, v cerkvah so imeli svoje cerkve. Niso se smeli prosto družiti z belci in pogovarjati, da bi to kdo videl. Lahko bi jih recimo Ku Klux preganjal, bodi si belca ali črnca, recimo, da ne rečem, da se niso smeli tudi krvno mešati in tako naprej. Torej, edino, kar so pridobili 100 let nazaj, je bilo to, da niso več bili sužnji. Vendar drugih državljanskih pravic niso imeli. In prav v teh letih, v času predsedovanja Lyndona Johnsona, v času velikega pohoda Martina Luthera Kinga mlajšega, so pridobili svoje državljanske pravice. In zdaj vidite to rahljanje belega biča. Rahljanje belega biča 100 let nazaj je proizvedlo, če se spomnite, tisto združenje za nacionalno reformo. National Reform Association. In spomnite se v prejšnjem predavanju, da smo se o njem pogovarjali. Sedaj pa prebujanje krščanskega nacionalizma. Jerry Falwell, najbolj glasni pridigar segregacije, torej ločevanja belcev od črncev, je začel svoj križarski pohod proti oblasti
ko je zaradi zakona o državljanskih pravicah ostal brez dotoka javnih sredstev za svojo denominacijsko šolo. Zakon je prepovedal javno sofinanciranje teh šol, če so le-te segregirale, ločevale belce od črncev. Torej, po teh zakonih, to so tudi bili takrat amandmaji sprejeti, zdaj ne vem točno, katere številke amandmajev k ameriški ustavi, šole, če so segregirale, torej privatne šole, torej in verske šole, če so segregirale, niso imele pravico na sofinanciranje. In takrat je on dvignil preplah. Danes mnogi trdijo, da je do prebujanja krščanskega nacionalizma prišlo zaradi sodbe Vrhovnega sodišča leta 1973 v primeru Roe proti Wade, ki je takrat bila v korist zagovornikov splava. Vi, ki ste malo spremljali dogodke izpred enega leta ali malo več, ne vem, v času Bidna, konec Bidenove predsedovanja, je Vrhovno sodišče preklicalo to sodbo in na nek način napravilo pot za vse, kar se bo kasneje zgodilo. Ampak, kot vidite, leta 1973, kakšnih torej 10 let kasneje, po državljanskih pravicah, je torej je sprejeta bila sodba, ki je bila v korist zagovornikov splava. Dejstva govorijo povsem drugom. Torej, da če Jerry Falwell ni začel to idejo s krščanskim nacionalizmom in uporu proti nekrščanski sekularni oblasti zaradi splava, je to, da je šele februarja 1979, torej 6 let kasneje, imel svojo prvo pridigo proti splavu. Splav kot razlog prebujanja krščanskega nacionalizma je bila dobra marketinška poteza pred volitve leta 1980, ko bi kakršnakoli omemba rasnih tem zvenela zavrženo. Torej, v tem času za na nek način napad na sekularno oblast je bolj prav prišel splav kot segregacija. Zdaj prihajamo do enega, jaz bi rekel, do ključnega imena krščanskega nacionalizma, in če si boste katerokoli ime želeli zapomniti od tega predavanja, to naj bo Paul Weyrich. Paul Weyrich je postal znan kot oče sodobnega krščanskega nacionalizma. Leta 1983 je napisal manifest, ki je nekakšen priročnik o tem, kako lahko teokratska desnica v ameriški politiki pride na oblast in jo obdrži. Lani je The Heritage Foundation, čigar soustanovitelj je bil tudi Paul Weyrich, je objavila, verjetno ste slišali zanj, projekt 2025. To leto 2025 so oni upali in se je to njihovo upanje zgodilo, bo prišel Trump na oblast in ta projekt 2025 naj bi postal njegov program njegovega predsedovanja. Torej, v njem je popisano vse, kar bi on ali pa ti, ki vladajo z njim, morali doseči. Tisto, kar je Weyrich postavil na 24 tipkanih strani, so lani zapisali na 900 strani. Pazite, v tem projektu 2025 se nahaja tudi nekaj o dnevu počitka, vendar ne toliko veliko, kot so se nekateri predstavljali, niti ne tako ostro. Namreč dovoljeno je, da torej dan počitka je seveda nedelja, se omenja, ampak tisti, ki imajo druge dneve, jih lahko imajo. Torej ta stvar ni toliko izpostavljena, čeprav je, nekako se tudi to dogaja. Jedro Weyrichovega manifesta je: vera mora dominirati z vsemi aspekti družbe. In zdaj en moment, mogoče, ki nam je manj znan, Paul Weyrich se ni sramoval reči, ne smemo dovoliti, da pride do poštenih volitev. Zakaj? On je rekel, odkrito je rekel, mi bomo vladali, če tudi ne bomo dobili večine. Dobro, nekaj je tudi v teh elektorskih glasovih, ki se isto lahko izplanirajo, da imajo nekatere države sorazmerno na svoje prebivalstvo, morajo imeti nekateri elektorski glas in lahko na ta način. Vendar je nekaj drugega. Ne vem, koliko vam je znano. V Ameriki, v Združenih državah Amerike,
nimajo volilnih seznamov. Tam vas nihče ne bo povabil na volitve. Mi, se spomnite, zdaj smo imeli neki referendum, smo dobili vsi vabila. Vsak, ki ima 18 let, je dobil vabilo. V Ameriki ti ne boš dobil nobenega vabila na volitve. Samo ti bojo rekli po radiju, po televiziji, drugače je danes tudi po družbenih omrežjih, registriraj se, registriraj se. Moraš se registrirati za volitve. In zdaj si zamislite uboge črnce na jugu, kako so se oni šli registrirati. Da bi se registriral, moraš plačati takso, torej neki pač neki prispevek, neki denarni prispevek. In če je ta taksa tudi $20, mogoče neki ubogi človek bo rekel, jaz ne bom dal $20, ne grem voliti. Torej, tako je to. A to ni edina ovira. Obstaja tudi tako imenovani gerrymandering, to je za pojasnjevanje malo daljše, ampak prekrajanje volilnih okrajev. Volilni okraji se tako prekrajajo, da se onemogoča eni drugi varianti v tej državi, kjer zmaguje samo ena varianta, da bi ona druga torej zmagala. In zdaj te znamenite besede Raždunija še enkrat, Raždunij, ampak nekaj zelo, zelo pomembnega za nas. Pravi takole, če demokracija povzdigne človeka na božji prostor in človeško voljo na božje mesto, bo propadla. V zameno za Božje kraljestvo je demokracija uvedla voljo večine. Z drugimi besedami, ta veliki teoretik krščanskega nacionalizma hoče reči, da je demokracija pravzaprav človeška volja, kar dejansko tudi je, ne? Ljudje volimo. In sedaj se je tudi pokazalo na teh zadnjih volitvah, kaj so izvolili. Če pa demokracija propade, zaradi tega, ker človeška volja je slaba, ni dobra, ne, potem bo prišlo Božje kraljestvo. Jaz bi samo vprašal eno tako odkrito vprašanje. Kdo vlada v teokraciji? Ne karmo reči Bog. To je samo igra besed, teokracija, Božja vladavina. Ljudje vladajo, isto ljudje. Zdaj se vračamo nazaj spet k Wagnerju oziroma k njegovemu nasledniku. Lenz Wallnau, on je še živ, je idejo dominionizma prepakiral v idejo 7 gora, Seven Mountains Mandate, to je mandat 7 gora. Že pred njim so govorili o sfere vpliva. Lenz Wallnau uporablja goro. Zakaj? Ker gora je tista, s katere se vidi, ki opazuje, ki kontrolira. Teh 7 gora so vera, družina, vlada, torej oblast, izobraževanje, mediji, umetnost, kultura, zabava in gospodarstvo. Torej, krščanski nacionalizem ali oblast mora imeti vpliv na teh 7 področij življenja neke države. In zdaj spet prihajamo do ene trditve, ki je iz začetka nepravilna. Torej, prvi amandma k ustavi ZDA izrecno prepoveduje ljudem, da bi ljudje, torej država, predpisovala, kaj ljudje naj verujejo in kako naj čestijo. Želja evangelikalcev, torej te, da rečemo, večinske protestantske skupnosti, ki ni ena cerkev, to isto morate vedeti, ne, evangelikalci ali ti evangeljski kristjani, oni se nahajajo v različnih cerkvah in večinoma so organizirani kongregacijsko. Torej, ena cerkev ima 100, 200, 300 vernikov, pač kolikor jih ima,
ona ni povezana v organizaciji z nobeno drugo cerkvijo, z nobeno konferenco, z nobeno unijo, razumete? Nima. Oni so sami zase, oni zbirajo svoje prispevke, oni imajo tudi neki nauk svoj. In kar je še najslabše, na teh njihovih bogoslužjih, kadar se zbirajo, se pogovarjajo večinoma samo o politiki. Torej, želja teh evangelikalcev po spremembi te določbe je ostala živa in je v zadnjih 10 letih dobila svoj novi zagon. In od, recimo, novoapostolske reformacije ali pa iz 19. stoletja Združenja za nacionalno prenovo in tako naprej, mi danes imamo vsaj nekih 20, jaz sem tukaj dal logote 6 organizacij, ampak one so skoraj, bi rekel, unisone, enoglasne v teh zahtevah. Tukaj na levo stran bom postavil zahteve glede cerkve, glede vere, verske zadeve. Torej, da se ustava redefinira glede vloge cerkve. Torej, da cerkev ima vpliv na oblast. Potem drugo, da se ukine diskriminacija pri financiranju cerkvenih šol, ki rasno diskriminirajo. Torej, oni se borijo proti diskriminaciji denarni zaradi rasne diskriminacije v svojih šolah. Potem zahtevajo javno izobešanje 10 zapovedi. Zahtevajo prevzem javnih šol strani cerkva preko nadzornikov šolskih odborov. To je še ena isto posebno poglavje. Verjetno ste zasledili, da je letos nekje, mislim, da junija, da je to bilo, da je odstopila državna tajnica ili tajnica za oddelek za obrazovanje v Trumpovi vladi. Torej ministrica. Odstopila in na nek način se načrtuje ukinitev tega ministrstva za obrazovanje. Ta torej skrb za obrazovanje se nekako prepušča, ne bom rekel posameznikom, ampak organizacijam. Tukaj jih imate. Uvedbo molitve pred začetkom pouka. Glejte, vse te stvari so možne v privatnih šolah. Tukaj govorimo o javnih šolah. V šoli, v kateri sedi en musliman skupaj z Judom in s kristjanom. Zdaj pa neke družbeno-politične zahteve, ustavna prepoved splava, totalna kontrola imigracije, to vidimo, kako se dogaja, ukinitev LGBTQ pravic, torej pravic za drugače spolno usmerjene, potem prevlado belih, torej tudi to se počasi vidi in dogaja. Bomo videli nekatere slike kasneje. Potem popolno deregulacijo gospodarstva. Slišali ste carine, ne? In že govori, nek večer sem slišal, da bodo ukinili davek na dohodek. Kdo se ne bi zaradi tega razveselil, ne? Ker bodo carine pokrile, kaj se bo zgodilo, ali bo ali ne bo, bomo videli. In zanimivo, svobodo govora proti drugačnim. Glejte, ustava Združenih držav, naša ustava, vse zagotavljajo svobodo govora, ampak ne zagotavljajo svobodo govora proti drugačnim, proti priseljencem, proti drugače spolno usmerjenim, da se jih torej izpostavlja, da se jih slabo o njih govori in tako naprej. Nekateri bi tudi to želeli, da obstaja takšna svoboda in da se to na nek način uzakoni. Ta screenshot je nastal iz filma, o katerem bo malce beseda kasneje. Dal sem ta screenshot zato, da vidite, koliko teh organizacij, ki se trobijo v isti rog, torej krščanskega nacionalizma, imamo danes v združenih. V osnovi njih je ta Council for National Policy ali Svet za nacionalno politiko, ki je, kot vidite, ustanovljen leta 1981 in njegov ustanovitelj je bil Paul Weyrich. Paul Weyrich. Zmotno prepričanje je, da so bile Združene države ustanovljene kot krščanski narod. To smo zadnjič tudi govorili, da so Združene države so bile ustanovljene kot narod, ki je zagotavljal versko svobodo. To, da večina njenih državljanov so bili kristjani.
večina njenih državljanov, teh belih, ki so prišli, so bili verni ljudje. Vendar intencija, torej namera teh, ki so ustanavljali Združene države, nikoli ni bila, da bi predpisovali ljudem, kaj naj verujejo in kako naj častijo. Potem ta mandat tudi želi vlado torej povrniti iz njene sekularistične deviacije, tako torej gledajo na oblasti do sedaj. No, prej, ko sem prej omenil ta beli bič, rahljanje belega biča, kdaj je prišlo do največjega zagona zdaj tega krščanskega nacionalizma? Prav po vladi Baracka Obame, ko je to je bilo mogoče za nekatere preveč, da je črnec postal predsednik Združenih držav. Za uresničitev te naloge si je po torej Weyrichu, po Wagnerju in tako naprej najbolj prizadeval umorjeni Charlie Kirk, ustanovitelj in vodja organizacije Turning Point, ki je nastala leta 2017, torej pred 8 leti. On je, njegova glavna vloga pri plasiranju tega programa je bil njegov odločilni vpliv na Trumpa, da je kot svojega podpredsedniškega kandidata določil J.D. Vance. J.D. Vance isto spada v krog teh privržencev krščanskega nacionalizma. Matthew Moody v svoji knjigi Seven Mountains Mandate, to knjigo priporočam. Knjiga je odlična za vsakoga, ki bere angleško. V knjigi je on rekel, da je prav Turning Point USA nepogrešljiva organizacija za gibanje sedmih gora. In zdaj za konec malo, da vidimo, kakšna je vloga Donalda Trumpa pri tej ponovnem prebujanju krščanskega nacionalizma zdaj v 21. stoletju. Privrženci krščanskega nacionalizma se ne slepijo. Oni vedo, kdo je predsednik Trump, kdo je Donald Trump, tako da rečemo preden je postal predsednik. Kakšna je njegova moralna in drugačna podoba. Vendar oni imajo Trumpa le za od Boga izvoljeno posodo, tako dobesedno oni njega imenujejo. Torej, ki jo Bog bo uporabil za svoje namene. Vi, ki ste malo bolje proučevali Staro zavezo, boste se spomnili te besedne zveze, od Boga izvoljena posoda in Bog ga je uporabil za nekaj. To je bil kralj Kir. In mnogi so Trumpa imenovali, on je naš kralj Kir. Torej je pač poganski, ni ravno krščanski človek, ampak Bog bo njega uporabil za svoje namene. Sicer Trump je bil vzgojen kot prezbiterijanec, to je bila vera njegove matere, ki je bila rojena na Škotskem. Večino svojega odraslega življenja se je javno identificiral kot tak. Tudi med predpredzadnjo predsedniško kampanjo leta 2016. Oktobra 20 pa je izjavil, da se ne identificira več kot prezbiterijanec in da se zdaj ima za nedenominacijskega kristjana. Torej kristjan, ki ne pripada nobeni denominaciji. Vendar ima svojo duhovno svetovalko ali pastorico, to je kontroverzna, karizmatična Paula White, ki v svojih TV nastopih zbira denarne prispevke in v povrnitev obljublja duhovne koristi. Kako se to imenuje po Novi zavezi? Simonija, ne? Trumpova duhovnost je pač značilna za večino privržencev MAGA gibanja. Površinska in omejena na simbole. Torej, toliko o Trumpu kot nekem, da rečemo, glavnem voditelju krščanskega nacionalizma. Torej, ne moremo ga imeti niti mi. Za razliko od Trumpovega prvega mandata, v katerem je ministre in svetovalce menjaval kot nogavice, bi rekli, v njegovem drugem mandatu je minilo skoraj že 1 leto in razen enega svetovalca, tistega Volca, ne vem, kako mu je bilo ime, tistega svetovalca za zunanjo politiko, ni nobenega spremenil. Zakaj?
Zato, ker je sedaj dobil z garnituro, ki mora biti. Ne. Prej si je on izbiral svoje v prejšnjem mandatu. Sedaj, dobro, tudi zdaj je nekatere sam izbral, ampak večino svojih ministrov in teh ožjih sodelavcev, svetovalcev in tako naprej, mu je gibanje krščanskega nacionalizma, ne moremo reči vsililo, ampak mu je reklo, ti imaš svoje dolžnosti, vendar sprejmi te ljudi, da bodo v tvojem kabinetu. Evo, to je to, kar sem povedal, torej ta močan vpliv ljudi, ki so združeni v številnih gibanjih, torej ne samo v enem, ampak predvsem je ta Turning Point USA bil odločilen za izvolitev in postavitev teh njegovih ministrov. Najmanj 15 članov njegovega ožjega kroga so povezani z gibanji, ki podpirajo ideje krščanskega nacionalizma. Zato ni pričakovati, da bi se s Trumpovim odhodom v zvezi z idejami krščanskega nacionalizma kaj spremenilo. Na kaj vas spominja ta slika? Tukaj. Mene spominja na tiste slike iz srednjega veka, ko kakšen kralj stoji in je okorožen z škofi, s kardinali in tako naprej. To tukaj niso ne škofi, ne kardinali, to so pastori. Pastori evangelskih, a jaz bi rekel raje evangelikalskih cerkva v Ameriki. Napovedano je bilo, da bomo nekaj povedal tudi o Evropi. Za razliko od ZDA, v Evropi oblast uporablja, izkorišča vplivne denominacije za potrditev svojega vpliva in izboljšanje rejtinga. Vidite to razliko z Ameriko, ne? V Ameriki cerkve, ta evangelska cerkve, torej evangelikalci, uporabljajo oblast, konkretno Trumpa, ne? Tukaj imamo obratno, oblast uporablja vplivne denominacije in cerkve. Voditelji strank, ki menijo, da so krščansko utemeljene, tradicionalistične, konzervativne, domoljubne, se fotografirajo s cerkvenimi dostojanstveniki, jim dodeljujejo državna odlikovanja in tekmujejo v servilnosti. Seveda, da bi dobili povračilo, a to so priporočila za volitve in podporo za njihove politične poteze. Najslabša oblika takšne cerkvene podpore se kaže pri podpiranju vojne in blagoslavljanju orožja ter enot. Kako je kaj z adventisti današnjega časa? Govorili smo o adventistih v 19. stoletju, kaj pa danes? Najprej, da smo si na jasnem. Adventizem 7. dne nikjer ne podpira krščanskega nacionalizma. Nobena uradna organizacija naše cerkve v Združenih državah, ne Unije, ne Severnoameriška divizija, ne podpirajo krščanskega nacionalizma. Številni ameriški adventisti, ki so vedno volili republikance, teh pa ni bilo malo, to morate vedeti, da v Ameriki, jaz mislim, da malo več kot polovica adventistov vedno voli republikance. Prav zaradi tega, ker mislijo, da so bolj krščanski od demokratov, ne. Ampak so tudi na zadnjih volitvah volili Trumpa, kakršen pač je. Takšna je pač njihova politična orientacija. To je. Nekateri odkriti simpatizerji krščanskega nacionalizma med adventisti, ko gre za krščanski nacionalizem, za projekt 2025, za te razne organizacije, so zadovoljni, ker v programu niso naleteli na nedeljske zakone. To je za njih dovolj, torej nedeljski zakoni niso tukaj prisotni, zakaj bi mi se temu upirali. Vendar, dragi moji, ko smo v začetku omenili Adro, tukaj moram eno stvar povedati. Takoj na začetku Trumpovega drugega mandata, torej letos, je Trump ukinil to tako imenovano financiranje GAIN, se imenuje. Če sem si, ne, ali drugače, ali UAID, UAID, mislim, da je tako. Da, ukinil. Iz tega programa 80% sredstev je prihajalo za ameriško Adro. Adra se je morala odpovedati sredstvom. In stanje v Adri ni lepo trenutno. Adra je zelo, zelo prizadeta zaradi
takšnih odločitev. A da ne govorimo o tem, da se dogajajo upadi na bogoslužja, kjer prihaja ta policija, posebna policija za emigrante ali imigrante in jih pač na silo odvlači v te zapore, v Salvador in pod nehumane pogoje. Nekaj strašnega, res. Imel sem priložnost pogledati en posnetek prav ene adventistične družine, ki je bila napadena in ko so odpeljali mamo in ko je otrok kričal. Strašno. Ben Carson, nam vsem znan nevrokirurg, je bil aktiven podpornik Trumpa, celo minister v času njegovega prvega mandata. Ko je še sam kandidiral za predsednika leta 2015-16, je napisal knjigo, ki na malo manj agresiven način predstavlja iste cilje kot Seven Mountains Mandate. Kot vidite, naslov te knjige je One Nation. Odkot prihaja ta besedna zveza One Nation, en narod? Prihaja iz tako imenovane zaobljube zvestobe, Pledge of Allegiance. In zanimivo, ta zaobljuba zvestobe je dosti stara, mogoče kakih 100 let sigurno, ampak šele po letu 50, v času Eisenhowerja, je dobila ta del. One nation under God, indivisible in tako naprej. Prav to poudarja Ben Carson v tej svoji knjigi. Kot sem rekel, predvsem so to isti cilji, katere je on predstavil. Ampak to je en posameznik, to je Ben Carson. In sedaj definicija krščanskega nacionalizma za konec tega našega predavanja. Definicijo sem prevzel iz filma Bad Faith ali Slaba vera. Nekaj več o tem bo Zmago povedal kasneje. V uvodu v ta film je ta definicija. Lahko preberem, če mogoče nekdo ne vidi zaslona. Krščanski nacionalizem je politično gibanje, ki verjame, da je bila Amerika osnovana kot krščanska država in da ima zato krščanstvo prednost pred vsemi drugimi verami. Kot sem prej povedal, napačno. Amerika ni bila ustanovljena kot krščanska država. Ta ideologija, zamaskirana kot religija, izkorišča svetopismo in svete simbole za doseganje ekstremističnih ciljev. In za konec moj zaključek. Ko gre za poslušnost, je Bog od samega začetka človekovega obstoja vzpostavil načelo svobode izbire. Kristus je s svojim prihodom na ta svet postavil temelje svojega kraljestva, ki ga je imenoval nebeško oziroma Božje. Ko so njegovi učenci v tem kraljestvu želeli zavzeti boljše položaje, jim je jasno rekel: pri vas naj ne bo tako. Adventistična zgodovina in spisi ustanoviteljice te cerkve nenehno opozarjajo pred nevarno povezavo med cerkvijo in državo. Zato moramo biti začudeni zaradi dejstva, da se danes nekateri te nevarnosti ne zavedajo. Krščanske vrednosti da, vendar ne s prisilo oblasti. Hvala za vašo pozornost.